zunanja slovesnost te skrivnosti tega praznika, da bi vedno znova čutili, kako je Bog z nami v podobi kruha, predvsem pa kako je Bog z nami skozi celotno življenje v vsakem dogodku, ki ga živimo. Da bi vedno znova čutili hvaležnost do prisotnosti Boga, da bi vedno znova z veseljem se obračali k njemu, da bi vedno znova pri Bogu čutili varno zavetje. Da bo to tisti namen, tista prošnja, s katero smo se danes zbrali tukaj pri tej sveti daritvi. Odprimo Gospodu svoje srce, odprimo mu svoje življenje, prosimo ga za milosti, ki jih potrebujemo. Prosimo pa tudi za odpuščanje naših grehov in napak. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Oh
Jezus naš Bog, čudovitnem zakramentu svete Euharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Najsvete skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častimo, da bomo prejemali bitno veselom tvojega odrešenja, ki z Bogom Očetom v občinstvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je Gospod prišel in povedal ljudstvu vse Gospodove besede in odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom. Rekli so: vse besede, ki jih je govoril Gospod, bomo izpolnjevali. Mojzes je zapisal vse Gospodove besede. Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro in 12 spominskih kamnov za 12 Izraelovih rodov. Nato je poslal mladeniče izmed Izraelovih sinov, da so darovali žgalne daritve in žrtvovali junce kot mirovne daritve za Gospoda. Mojzes je vzel polovico krvi in je vlil v kotliček, polovico krvi pa je poškropil po oltarju. Potem je vzel knjigo zaveze in prebral ljudstvu. Tedaj so rekli: vse, kar je govoril Gospod, bomo izpolnjevali, pokorni bomo. In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel: glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z vami. Božja beseda.
Bratje in sestre, Kristus je prišel kot veliki duhovnik prihodnih dobrin. Skozi večji, popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, je stopil v svetišče enkrat za vselej. Ne s krvjo juncev in kozlov, temveč s svojo krvjo in dosegel večno odrešenje. Kajti če škropljenje s krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane posvečuje glede telesne čistosti, koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem duhu sam sebe brezmadežnega daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu. Zato je srednik nove zaveze, da bi po smrti, ki jo je pretrpel za odrešenje od pregreh v prejšnji zavezi, tisti, ki so poklicani, prejeli obljubljeno večno dediščino. To je Božja beseda. da je Bog z nami ne pa izrednih stvari,
tudi takrat, seveda, pa vendar še toliko bolj v tistih popolnoma vsakdanjih, v stvarih, ki so nam na dosegu roke, ki jih vedno znova doživljamo ali uživamo. Kruh kot osnovno živilo, kot osnovna hrana, ki nam je danes, hvala Bogu, v zadostnih merah na razpolago, da se lahko z njim nahranimo, da se naužijemo in nasitimo. Bog je z nami, vedno znova. Ko so Izraelci potovali iz egiptovske služnosti, so nesli s seboj skrinjo zaveze. In v skrinji zaveze so imeli mano, kruh, ki je padal iz neba, in 2 tabli Božjih postave, stara zaveza. Vemo, kakšne velike reči so lahko Izraelci delali takrat, kadar so bili z Bogom, kadar so nesli Boga s seboj. Če se spomnimo svetopisanskih zgodb, kako je padla Jeriha, kako so na nek način porazili vse ljudstva, ki so jih prihajali naproti in so jih bila nasprotna. Kako so bili močni takrat, ko so ne samo bili fizično z Gospodom, ampak ko je njihovo srce bilo res pri Gospodu. Danes verjetno pričakujemo, da bomo šli v procesiji, da bomo ponesli najsvetejše v naš kraj. Zaradi vremena žal ne navzven. Tukaj v cerkvi ga bomo ponesli od enega oltarja do drugega in nazaj. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da mi danes postanemo skrinja zaveze. Da mi postanemo nosilci Boga v sebi, ne zgolj pod podobo kruha, ampak nosilci živega Boga, tistega, ki se ne pusti ujeti v kalutbe razmišljanja, ampak ki nam daje moč, ki nas oblikuje in ki nas vabi, da bi res v polnosti svoje življenje usmerjali k njemu. V Novi zavezi beremo, kako je naše telo tempelj Svetega Duha. Ne samo skrinja zaveze, ampak tempelj Svetega Duha. Lahko bi rekli, da nas Gospod še z eno stopnjo višje potegne k sebi, nam da še večje priznanje, nas povabi, da bi še toliko bolj sodelovali s njim. Gospod vedno znova z nami sklepa zavezo. V berilih smo danes brali, kako je preko krvi, kri je bilo vedno znova znamenje življenja in Kristus je na križu dal svojo kri. Bog preko tega znamenja hoče dati vsakemu izmed nas življenje vsej polnosti. Ne samo takrat, ko nujno nekaj potrebujemo, ne samo kot infuzijo, takrat, ko nam odteka ali ko smo bolni, ampak je on sama kri, ki vedno znova teče po našem telesu. Da bi v tej zavesti bližine Boga, da bi v tej zavesti, da je Bog z nami ne samo danes, ampak je obljubil, da bo vedno z nami in Bog svoje obljube ne poje in na nek način ne prekine, se ne skesa v smislu, joj, da sem se pa premislil. Bog se nikoli ne premisli, ampak je vedno z nami. V nevarnosti smo, da smo mi z njim zgolj na zunaj, da zgolj na vzven pokažemo pripadnost, naše srce pa, kot da Boga ne pozna. Zato moramo oblikovati svoje srce, svoje notranje življenje, bistvo svojega življenja, oblikovati po Gospodovem zgledu in se obrniti k njemu. Potem na nek način nam lahko tudi postalo vseeno, ali gremo navzven, na ulice, v naravo in tako naprej, bomo to oznanjali Gospoda. Ne bo bistveno tisto zunanje dogajanje, ampak bistveno bo to, kar se dogaja v nas sami. In to se bo potrjevalo z dejanji v naših družinah, na delovnem mestu, v našem narodu, posod, kjer bomo, kjer smo in kamor nas Gospod pošilja. Bodimo res kristjani, prinašalci luči, prinašalci življenja, prinašalci odrešenja. Če je Gospod nam dal to milost, da smo ob njegovem oltarju lahko zbrani dan za dnem, potem nas hkrati tudi pošilja, da to milost delimo tudi drugim ljudem. Biti kristjan je čast in na nek način poslanstvo, pa tudi veselje, kajti Gospod nam daje večno življenje. Amen.
Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začel in zdaj veki, in je od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen ustvarjen, enega misla z očetom, in je od njega vse ustvarjeno. In zaradi nas ljudi, in zaradi našega zveličanja, prišel iz nebes, in se je v telesu posvetil. In postal človek, ki je pripričan za nas, kot Poncija Pilata med trpel, in bil v grob položen, in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovo kraljevstvo ne bo konca. In svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznava en krst, odpuščanje grehov in pričakuje vstajanja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, prosimo, da je Gospod Jezus Kristus, živi Bog med nami, naš veliki duhovnik in daritveno jagnje, posluša naše prošnje. Gospod Jezus, Tvoja kri je kri večne zaveze za nas prelita. Naj v svetem Mihailu prejemamo vedno novih moči za življenje s Teboj in v Tebi. Ohrani svojo cerkev v edinosti, ki jo svetorešne telo skrivnostno pomeni. Blagoslavljaj vsa prizadevanja za mir, pravičnost in bratsko sodelovanje med narodi. Ostani med nami in posvečuj našo slovensko zemljo s svojo sveto navzočnostjo. Daj nam v smrti prejeti sveto popotnico in nas sprejmi k sebi na večno gostijo. Gospod Jezus Kristus, usliši te naše prošnje in daj, da ostanemo povezani s Teboj, zdaj in vekomaj. Amen. Amen.
napravljen iz mnogih zrn in vino iz mnogih jagod. Prosimo te, podari svoji cerkvi mir in edinost, kar ti darovi skrivnostno pomenijo, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Vidiško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Resen spodobin je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti anđel, vsemogočni in večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Kot pravi in večni duhovnik je postavil trajno daritev, sam se je tebi prvi daroval za naše odrešenje in tudi nam naročil, naj njega v spomin obnavljamo to daritev. Njegovo telo za nas darovano je hrana, ki nas krepi, njegova kri za nas prelita pa je pijača, ki nas očiščuje grehov. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Vsemogočni Bog resničnosti in sveti po pravici prehvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu s močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi.
se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kirih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kirih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmirjeni Bog, odkajamo slovensko rečavega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja na nebo hvala, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo družino in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in gledanje jagnje, ki ti je bilo darovano v spravu. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On je nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s predlaženo devico Božjo Materjo Marijo, s njenim ženinom, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjujo veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega nadškofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana tukaj pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, vse pokojne parane naše župnije in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem dariš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča, in Božji nam nas uči, da smemo takole moliti.
polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
Molimo. Jezus nas zveliča, prijeli smo tvoje dragoceno telo in kri. Sakramentu si nam dal že naprej okušati srečo Božjega življenja. Daj, da ga bomo brezkončno uživali v večnosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Zdaj po sklepnem blagoslovu, oziroma po sklepni molitvi, bomo pa imeli, kot sem že dejal, procesijo tukaj v cerkvi, čeprav kot gledam zunaj že rahlo sonce sveti, ampak to je tisto, da človek nikoli ne ve, kaj bo in kako. In je pač za vse tiste, ki ste bili povabljeni k pripravam, težko naprej napovedati, ja, zdaj pa bo, zdaj pa ne bo. Vse po eni strani mi je težko, Izraelci so šli skrinjo zaveze tudi v boj. Nas pa je drž preplaši. Pa ne gre toliko za drž, kolikokrat nas preplaši Božja prisotnost v tistih minimalnih stvarih. Ko bi Bog od nas mogoče pričakoval samo malce bolj zavzeto duhovno življenje, malce več molitve. Ko pridejo preizkušnje, pa se že ustrašimo, ali bomo to zmogli ali ne. Vsi, ki ste v klopeh, ker ostanete v klopeh, tako da bomo od oltarja do oltarja podomali zgolj z liturgičnimi sodelavci, pa ključari z leternami, pevci bodo na koru spremljali celotno slovesnost, tako da povzdignimo svoje srca in res prinesimo pred Gospoda vse svoje skrbi, težave, predvsem pa prošnje, da bi nas Bog spremljal s svojim blagoslovom, tako v naravi, pri našem delu, pri dogajanju v našem narodu, povsod, kjerkoli smo in kamor nas Gospod pošilja. Slavimo Gospoda. Lord,
Hvalimo, častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem zakramentu. Prosimo ga za cerkev in za njeno rast v svetosti. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, potrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladika, kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko, in se posuši. Ti mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo. Tim je poveličen moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, zaupanjem se obrnimo k Jezusu, ki je pričujoč med nami pod podobo kruha, in ga prosimo. Kristus, živi kruh iz nebes, tvoj duh nas navdihuje in podpira papeža, škofe, duhovnike in druge odgovorne pri uznanjevanju evangelija. Kristus, kruh življenja, podpirajo vse, ki se trudijo, da bi mlademu rodu privzgojili prave vrednote. Kristus, slavljen pod podobo kruha in vina, daj vsem vernim odprto srci, da bodo pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Kristus, češčen v najsvetejšem zakramentu, pomagaj nam, da bomo s svojim življenjem širili Božje kraljestvo. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v svoji ljubezni in rešijo vsega hudega, da te bo hvalila in slavila zdaj in vekomaj.
in častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem sakramentu. Nam se obrnimo tudi splošno za mir v naši domovini in po vsem svetu. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Pod noč tistega dne prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena. Prišel je Jezus, stopi medne in jim rekel, mir vam bodi. In ko to je rekel, je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, Kristus nam daje svoj mir, polni hvaležnosti ga počastimo in zaupno prosimo. Gospod, ob tvojem rojstvu so angeli oznanili mir ljudem na zemlji. Svojo močjo podpiraj vse, ki se trudijo za mir na svetu. Gospod, prišel si na svet, da bi ljubezen zmagovala nad sovraštvom. Bodi blizu vsem, ki trpijo zaradi pomanjkanja ljubezni. Gospod, oznanjal si Božjo ljubezen do vseh ljudi, zbudi čut za dostojanstvo sleherne osebe tudi pri tistih, ki človekovih pravic ne spoštujejo. Gospod, za nas je šel trpljenje in smrt, privedi na pot spoznanja resnice in nesklenega kazanja vse, ki obteženi z grehom ne najdejo pravega miru. Gospod, na križu se moli za svoje sovražnike, usmiljeno se ozri na tiste, ki ne znajo odpuščati, in ne odpri srce za resnično spravo. Gospod Jezus Kristus, hvala ti za mir, ki nam ga daješ zdaj in vekomaj.
ti blagoslavna i valjeno hrani naš kraj, našu domovino i sočloveško družino. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ja sam živi kruh i sam prišao iz nebi.
radujemo svoje ljubezen, te prosimo. Varuj prebivalce tega kraja, da bodo vedno čutili tvojo bližino in naklonjenost. Gospod Jezus, ko ti danes izkazujemo čast, te prosimo, podari prebivalcem tega kraja, da bodo povezani v ljubezni obhajali spomin tvoje smrti, živi bili spovedovali tvoje vstajanja in trdem upanju pričakovali tvoj prihod v slavi. Gospod Jezus, prosimo te za naše trpeče brate in sestre, naj ne obupajo v preizkušnjah. Gospod Jezus, svetujemo življenje po smrti, zato te prosimo, podari večni mir vsem pokojnim tega kraja. Gospod Jezus, vodi nas po pravi poti, da te bomo hvalili in slavili zdaj in vekomaj. Triska in hudega vremena. Kuge lakote in vojne. Nagle in neprevidene smrti. Vsega hudega. Nebeški blagoslovne blagoslavlja, varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Tebe, Boga, hvalimo.
se zahvalimo za podeljene darove in Tvoje usmiljenje vedno prosimo. Ne zapusti njih, kateri na njih prošnje podeljuješ Ti srčevi, marveč jih pripravi za prihodnja darila. Po Kristusu našem Gospodu. Božja pomoč ostane vedno pri nas. Da bomo